Nocojšnje predavanje bo mogoče malo težje, tako da, če imate varnostne pasove, se malo prevežite, ne boste odvrčali. Izvor je tudi cilj, to ni tak posebnega, se pravi, tisto, odkode vse prihaja, k temu se tudi vse nazaj vrača. To se pravi, Bog, ki je začetek vsega, je tudi naš cilj, za katerega smo ustvarjeni. To ni nič posebnega. Mogoče bi najprej mečkano povedal, kakšne vrste razmišljanja o Bogu so možna in kakšno so se tudi v zgodovini zvrstila. 3 vrste teologije ali razmišljanja o Bogu obstajajo. Potem bi lahko šli še bolj podrobnosti, ampak in sicer, ker tudi naši človeški pojmi so lahko različne vrste. Najbolj pogosten in tudi najbolj problematičen način govora je, če ne upoštevamo, da je Bog drugačen, kako smo mi in kako je svet, ampak mislimo, da lahko kar preprosto lastnosti iz našega sveta, iz našega življenja prenesemo na Boga. Rečemo, mi smo dobri, torej je tudi Bog dober, kar bi potem pomenilo, da je tako dober, kot smo mi. Se pravi, kako da je Bog enak nam. In to je najpogostejša zmota, da se ne zavedamo, da če je Bog Bog, to bo še nocoj veliko krat rekel, potem je nujno drugačen od nas, ker drugače ne bi bil Bog, bi bil pač eden izmed nas ali pa ena izmed stvari tega sveta. Se pravi, med Bogom in svetom ne more biti enakosti, ker potem Bog ne bi mogel biti izvor vsega sveta, pač vsega, kar je. Včasih so, če smo kaj rekli, da je, če je kdo vprašal, kdo pa je ustvaril svet? Ja, Bog. Kdo pa je Boga ustvaril? Če otroci ravno vprašajo. In vice ravno v tem, da to vprašanje, kdo pa je Boga ustvaril, predpostavlja, da Bog ravno tako potrebuje nekega začetnika, tako kot svet potrebuje začetnika. Ampak stvar je ravno v tem, da je Bog takšen, da se v zvezi z njim ni mogoče spraševati, kdo je pa njega ustvaril, ker je ravno takšen, da ne potrebuje stvarnika, medtem ko ta svet, v katerem smo, in ko smo ravno zadnjič govorili, da je prigoden, se pravi nenujen, ta svet pa je takšen, da terja ali pa da zahteva, da se vprašamo, ja, vse karkoli je bi lahko ne bilo, kako to, da potem sploh je. Pri Bogu se pa ravno glede tega ni treba spraševati, se pravi, da je Bog drugačen od tega sveta, ker če ne bi bil drugačen, potem bi se samo isto vprašanje še enkrat za njega postavilo in potem bi rekli, recimo, da je to bil Bog številka 2, in kdo pa je ustvaril Boga številka 2, je Bog številka 3, potem bi gremo v neskončnost in dejansko nič ne rešili. Se pravi, moramo priti enkrat do nekega izvora, ki je takšen, da glede njega ni več mogoče postaviti vprašanje, kdo je pa njega ustvaril. Kar torej pomeni nujno, da je drugačen, kakor smo mi. Če drugače bi se pa za njega postavilo isto vprašanje kot za nas. In tega večina ljudi pač tako daleč ne misli. Iz tega sledi, da je Bog drugačen, kakor je pa ta svet, se pravi drugačnost. Enakost, torej Bog ni enak, torej je različen.
različne so tudi besede. In na osnovi te različnosti je potem nastala tako imenovana negativna teologija. Ta negativna teologija, to nima nič smisla, nobene zveze z negativnim v smislu, da je nekaj slabega, ampak ta negativna teologija je danes še vedno zelo navzoča. Negativna teologija je prevladovala v krščanski teologiji 1000 let. Vse, pa še več kot 1000 let. Vse do Tomaža, se pravi do 1200. Poudarek na božji skrivnosti in ta negativna teologija je še danes navzoča v pravoslavni teologiji. Pravoslavni niso poznali, pač niso imeli Tomaža in zato še danes je ta teologija zelo močno navzoča v pravoslavju, v grški teologiji. Njen začetnik, to bo pač mimo glede omenil, ne bom govoril, je Plotin in pa novoplatonstvo, to so bili poganski filozofi. To niso bili krščanski filozofi, čeprav so živeli leta 200, 300 po Kristusu, to so bili poganski filozofi, so pa ravno to nekako domislili, da je počelo, da je Bog, da je izvor, tisti izvor, iz katerega vse prihaja, če hoče biti izvor, da se glede njega ni treba postavljati istega vprašanja, kot ga moramo postaviti glede vseh teh drugih stvari, od katerih si nobena ne zadošča, da bi upravičila svoj obstoj. Ne, vsaka stvar, smo zadnjič rekli, vsaka stvar, ki je, bi lahko ne bila. Vse je prigodno, z mano vred, z nami, cel svet, celo vesolje, tako kot ta stol, tako kot jaz, kakoli srečamo, nobena stvar ni nujna. Vse je, rečemo, prigodno. Se pravi, bi lahko ne bilo, pa kljub temu je, se pravi, kako potem, da je. Ker če bi bilo nujno, potem se ne bi postavili vprašanje, kako to, da je. Vi se ne postavite vprašanje, kako to, da je celota večja kot del. Če je celota celota, potem je nujno večja kot del. Če ne more biti celota, če ni večja kot njen del, kos kruha je manjši kot cel kruh, normalno, če ne more biti. To je nujno tako, pa seveda, to niso stvari. To je nujno tako. Vse stvari, ki obstajajo, so pa nenujne. Nobena stvar ni nujna, pa vsaka bi lahko ne bila, se pravi, terja neko razlago zase. Na koncu pa moramo priti do nekega izvora, ki pa ne bo terjal razlage zase. Ker bo takšen, da nujno je. In s tem, kar je, upravičuje svoj obstoj. In če je takšen, to potem pomeni, da je drugačen od vsega, kar mi srečujemo v tem svetu. Je neprimerljiv s tem, kar mi srečujemo v tem svetu. Torej je Bog drugačen in torej kaj lahko o njem rečemo? Ne moramo reči, kakšen je, ampak lahko samo rečemo, kakšen ni. Ni tako dober, kot smo mi, ni rdeč, tako kot je ta stol, ni trd, tako kot je ta, mislim, nobena stvar, ki obstaja v tem svetu, ni enaka njemu, oziroma on ni enak nobeni stvari, je drugačen. Kakšen bo potem je, to pa mi ne vemo. To pa mi ne moramo vedeti, ker če bi vedeli, potem bi morali biti na njegove ravni. Zato se to imenuje negativna teologija, ki je, recimo, med teologi zelo, kako bi rekel, popularna oziroma znana, ker govori, Bog ni to, Bog ni to, Bog ni to. Ne more pa povedati, ne zna pa povedati, ali pa ne ve povedati veliko, kakšen pa potem je. Je neskončen, drugačen,
Več kot to se pa ne da povedati. To se imenuje ta negativna teologija, ali ki ravno, kot sem rekel, ki še danes aktualna, predvsem v pravoslavnem svetu, ki pač izhaja iz te novoplatonske grške tradicije, grške filozofije in potem teologije. Vsi veliki crkveni očetje, recimo, predvsem ti vzhodni, sveti Gregor, sveti Bazilij, Janez Zlatousti, Gregor Niški, tudi sveti Avguštin, so bili bolj ali manj pod vplivom novoplatonske pa platonske filozofije, se pravi, so se predvsem zavedali božje drugačnosti. V 13. stoletju, 12. stoletju pride do majhne korekcije, ker če vi greste do konca in rečete, o Bogu se ne da nič povedati, nič izreči. Nobena trditev o njem ne drži. Drži, ampak spet ne drži v pravem pomenu, ker je večji kot vse. Potem se vam lahko zgodi, tako kot se je nekatere novoplatonikom zgodilo, da so rekli, vse o njem tako nič ne vemo, torej nima smisla o njem govoriti. To je potem pa nevarnost. Temu nasproti se potem v 13. stoletju pojavi neka druga teologija, ki pa poudarja podobnost. Ne enakost, ampak podobnost. To je srednja pot. Enakost je ena skrajnost, različnost je druga skrajnost, podobnost je pa nekje vmes. Se pravi, stvari niso samo enake ali pa različne, so si tudi podobne. Recimo primer podobnosti, ki ni ne enakost, ne različnost. Če rečete, oko je za človeško telo nekaj podobnega kot pilot na letalu. Med očesom in pilotom ni enakost. Pilot pa oko sta čisto različno, da pilot pa tudi uči, ampak vloga, funkcija pilota, ki vodi, ali pa recimo kalmarja na ladji, in pa očesa, pa ima neko podobnost. Podobnost je v tem, da eden in drugi vodita, usmerjata. Oko vodi nas, ali pa recimo razum vodi naše ravnanje, pilot ali pa kalmar na ladji pa vodi ladjo. Se pravi, je neka podobnost, ni enakost, ni popolna različnost, ni popolna disparatnost, je neka sličnost, ki je sličnost v funkciji. Vidite, to je podobnost. Podobnost ni ne čista enakost, ne čista različnost. Če so si dva človeka podobna, pomeni, nista čisto enaka, pa nista čisto različna. To si podobna. Podobnost je nekaj vmes med enakostjo in različnostjo. No in dejansko je tako, da en umetnik, ko slika sliko, pusti na tisti sliki neke sledove, ki razodevajo tudi mogoče značaj istega človeka. Recimo, če je slikar zelo depresiven ali pa je doživel nekaj hudega, bo navadno slikal temne barve. Se pravi, njegovo razpoloženje, naprimer je gospod Nadžupnik na dekan pripovedoval zgodbo neke slikarke, ki je izgubila sina in je slikala potem temne slike. Se pravi, slikar pusti na svojem delu neko svojo sled. Se pravi, je neka podobnost med slikarjevim razpoloženjem in sliko, ki jo je naslikala ali pa naslikala.
Se pravi, umetnik pusti sled na svojem delu. Celo tako seveda, da dobri poznavalci, recimo umetniški del, tako vedo, aha, to je pa ta slika, to je pa ta slika, to je pa ta slika. Se pravi, človek pusti sledove na svojem delu. Pač ima neke svoje poteze, neke svoje značilnosti, po katerem se razlikuje eno od drugih. No in nekaj podobnega je tudi med umetnikom, Bogom in našim svetom. To se pravi, da med svetom in Bogom le ni takšen prepad, kot ga poudarja tale negativna teologija. Ampak, da se pa nekaj iz našega sveta pa vendarle da na tej osnovi zaslutiti, spoznati ali pa vsaj oddaleč zaslutiti, kdo in kakšen je Bog. Se pravi, ta svet je vendarle, ki je delo Boga, in pa Bog med njima je neka povezava, čeprav je seveda tudi različnost zelo velika. No, to je pa tretja vrsta teologije, podobno se reče tudi analogija, imenujemo to analoška teologija. In to je tista teologija, ki imamo tudi mi, ko na osnovi tega, kakršen ta svet je, vendarle lahko nekaj spoznamo tudi o Bogu. Še vedno ostane zelo, zelo drugačen. Vendar pa ne čisto onstran, tako da ne bi mogli o njem reči ničesar. Že zadnjič smo govorili o tem, kako da je Bog naš, da je Bog izvor ali počelo sveta. In ko se sprašujemo, ko rečem svet, mislim ne samo zemljo, ampak vse, kar je. Kdo je lahko tisto počelo? Kakšno je tisto počelo? Rečemo počelo izvor, tisto, odkuda vse prihaja, ali pa vzrok. Ampak izraz počelo je boljši, zato ker počelo, razumete počelo? Počelo je izvor, ne? Počelo je tisto, odkuda nekaj prihaja. Tri možne rešitve so. Ali da izvor, da svet sploh nima izvora, ampak da je svet takšen, kot je. To, da iz nič ni nič, torej nek izvor mora biti. Ker iz nič ni nič, torej, če ne bi nobenega izvora bilo, tudi sveta ne bi bilo. Torej, ta prva rešitev odpada. Druga, svet je sam svoj izvor, svet je božanski. To je najbolj razširjena trditev, poleg teološke. Se pravi, materija je večna, materija je božanska, torej je svet Bog. Ampak svet, ravno vidimo, da ni božanski, v svojih pojavnih oblikah je prigoden, se pravi, lahko bi ne bil. In predvsem, če bi bilo vse božansko, potem bi bilo vse nujno, mi pa smo svobodna bitja, torej to spet ne more držati. To je panteizem. Ne bi bilo svobode, ne bi bilo nas, oziroma ne bi bila mi svobodna bitja in potem pravzaprav ta trditev tudi ne zdrži. To je panteizem, zbavi, vse je božansko. Prvič, prvem ni nič, drugem je vse božansko. Ostane samo še tretja možnost, da je izvor ali počelo različno od sveta. Različno od sveta, in to sem rekel, to je tista rešitev, ki je edina logična. Se pravi, ta svet je v svojih posamičnostih, v svojih posamičnih delih
od te mize, do te luči, do drevesa zunaj, do onih zvez. Vse, karkoli srečujemo, je takšno, da sicer verjetno bi lahko ne bilo, to se pravi, da nima razloga za svoje bivanje v samem sebi, ima neke vzroke, ampak tisti vzroki so spet tako povzročeni in na koncu moramo priti do nekega vzroka, do nekega počela, do nekega izvora, ki je takšen, da se pa o njem ni treba več spraševati, odkot je pa on. Se pravi, če otroci vprašajo, to velikokrat vprašajo, še reče, kdo je ustvaril svet? Bog je ustvaril. Kdo pa je Boga ustvaril? Ampak Bog je pa ravno takšen, da za njega to vprašanje ne pride v poštev. Ker če bi to vprašanje bilo za njega v poštev, potem nismo nič rešili. Ker potem je tema Boga številka 2, Boga številka 3, gremo v neskončnost. Enkrat je treba priti do nekoga, do nekega počela, do nekega izvora, o katerem se ni treba več vprašati, odkot pa on. Ker je takšen, da mora biti in da nujno je in da večno je. In to je Bog. Se pravi, on je torej nekaj povsem drugega, drugačnega, kar je počelo sveta, torej ne more biti podobno, pa mislim, enako temu svetu, boljše kot tudi napaka, da se ne bomo napisali. Enako svetu, ne, počelo sveta ali Bog je drugačen od sveta. Ni popolnoma drugačen, tako da bi bil prepad, vendar pa je zelo, zelo drugačen. In to, da je Bog zelo, zelo drugačen, imenujemo z besedo Božja transcendenca ali presežnost. Tukaj sta dve tujki, ki nista tako strašno, ki se strašno krušno slišita, ampak nista tako zelo, zelo nerazumljivi. Transcendenca in pa imanenca. To sta dva nasprotna pojma. Vam bom povedal na zelo preprostem primeru. Kaj je imanenca? Imanenca je mleko v vašem piskru, v vašem loncu, dokler ne zavre. Transcendenca je pa, ko zavre, pa gre čez. To je pa transcendenca. Imanenca je ostati v. To je besedo pomeni, to je latinska beseda, ki pomeni manje omenjeno, pomeni ostati, ostati v. Imanenca je tisto, kar je v nečem. Recimo, jaz sem imanenten v temu prostoru zdaj, sem tu notri. Transcendenca je pa tisto, kar gre čez, kar česar ni mogoče zaobjeti v nek okvir, v nek prostor, v neko posodo ali kakokoli že. Tudi ne v misel. Tudi naša misel je neke vrste posoda. To pa tisto, kar je čez. To je transcendenca. To je besedno scendere pomeni korakati. Transcendere se pravi iti preko, iti preko. Iti preko. Mleko transcendira lonec, to se ne laže zapomnite, ne? To je torej Božja transcendenca, Bog gre čez. En drug primer vam bo mogoče še lažje, mislim, še bolj pojasno, kaj je to transcendenca. Dejansko materialne stvari, vsem v tem svetu je imanentno, se pravi, je pač na tistem mestu, kjer je in je tam in konc, nič, bez vsakega ostanka. Samo eno bitje je, ki pa tudi gre vedno čez. Kdo je to? To je pa človek. Človek v kakem smislu? Ne v fizičnem, telesnem, ne. Ampak v nekem drugem. Poglejte, mi vsi smo člani slovenskega naroda. Ali smo državljani slovenske države. In zdaj, če bi bili imanentni tej državi, bi to pomenilo, da je smisel našega življenja
dobro funkcioniranje te države. Da smo samo nič drugega kot en kolešček v stroju, ki je pač na svojem mestu in funkcionira, in je pač, ves njegov smisel je v tem, da celota dobro funkcionira, ker je pač zgolj imanenten v tem stroju. Samo notre je. To pa ni res. Mi pa nismo imanentni svoje države. Zakaj? Ker smisel mojega življenja pa ni dobro funkcioniranje slovenske države, čeprav temu prispevam, ni problem. Ampak jaz sem nekaj več. Jaz sem oseba, kar pomeni, jaz živim zaradi samega sebe. Cilj mojega življenja je več kakor samo, da plačujem davke, pa da sem pokoren oblasti in tako naprej. Smisel mojega življenja je več kakor biti samo član neke množice. Imanenca pomeni biti član neke množice in nič več. Vsak vijak, vsaka vzmet v nekem stroju je imanentna tistemu stroju, ker zunaj tistega stroja nima nobenega smisla. Jaz pa nisem samo, da bi rekel, en jakec ali pa ena vzmet ali en kolešček v stroju, ki se imenuje slovenska država. Ker tudi država je pa neke vrste stroj, neke vrste kompleks, ki funkcionira, ker pač različni člani izpolnjujejo različne funkcije, to je vse res. Ampak poleg tega ima pa vsak od nas čisto svojo osebno zgodovino, je svoboden, je neodvisen od celote, lahko celo reče, ne bom služil, ne bom funkcioniral tako, kot ukazuje vlada ali kakorkoli že. To pomeni, da presegam svojo vključenost v to skupino, ki se imenuje slovenska država ali pa slovenski narod. V tem smislu je vsaka človeška oseba transcendentna. In znamenje njene transcendence je, da je svobodna. Ali pa vsak izmed nas je vključen v svoje telo, ampak presega svojo telesnost, zato ker lahko s tem telesom razpolaga. Torej, jaz nisem samo ta biološki stroj, ki je moje telo, ampak sem več kako to. Pa sem član svoje kulture, sem rojen v 20. 21. stoletju, sem tukaj v tej kulturi, ampak jaz vse to razumem, se pravi, preraščam to. Lahko rečem, ne bom, pojezdom pa drugače. Človeška svoboda pomeni transcendenco. Torej, tudi človek je transcendentno bitje. Ne sicer v takem smislu kot Bog, ampak je tudi človek, zato, kot veste, krščanska, svetopisemska misel je, da je človek ustvarjen po Božji podobi. Se pravi, prerašča svojo siceršnjo vključenost v vse te celote, katerim pripadamo. Pripadamo narodni celoti, pripadamo biološki, svoje človeške vrste, pripadamo skratka kulturi in tako naprej. Mi pripadamo mnogim stvarem in vendar vedno sežemo čez. Lahko to razumete, to je hudo. Vedno štrlimo čez. Človek štrli vedno čez. Čez tisti okvir, v katerem sicer je in brez katerega ne more. Ampak štrli čez in to je transcendenca. Štrleti čez. No in Bog je pa čista transcendenca. On je pa čisto onkraj. Mi smo tako, z eno nogo smo v svetu, z eno nogo pa čez. Zato je tudi kultura, zato smo spajalni, zato si izmišljujemo vedno nekaj novega.
Ampak ne moramo nikoli brez tistega, na kar se opiramo. Pa z eno nogo smo v svetu, z eno nogo pa čez. Zato pa tudi lahko svet razumemo, se postavimo nad njega, ga objektiviramo, kot rečemo, se ga zavedamo in tako naprej. Torej, Bog, no to sem zdaj že nekatere stvari že predpovedal, torej, Bog je večji od vsega, kar si lahko zamislimo, Bog je pa čista transcendenca. To ta pojem transcendence, ki ga pogosto slišite, pa se vam mogoče časi zdi malo kunšten, ni nič tako strašno kunšten. Če hočete se spomniti, kaj je to transcendenca, se spomnite na ta banalni primer, kot sem rekel, mleko v loncu, ampak še boljši primer je pa seveda sam človek. Kajti človek vedno presega skupnost, v kateri sicer je. Sam te družino. Ampak v družini sta oče, pa mati, pa so otroci. Oče je oče, mati, ampak vsak izmed njih, poleg tistega, kar je oče, mati, otroci, je še tisto, je pa on sam. Ima svoje čisto osebne interese, osebne potrebe, svoje osebne ambicije, ki presegajo biti njegovo funkcijo očeta. Skratka, ni samo kolešček v nekem stroju, ki se imenuje tista družina. Razlika med funkcioniranjem človeka v neki skupnosti ali pa funkcioniranjem enega koleščka v nekem stroju je popolna. Kolešček ne ni drugega kot samo to, da lepo tam dela in funkcionira tako, da bo cel stroj lahko funkcionira. In nima drugega smisla. Nima drugega smisla življenja kolešček v to, da stroj dobro funkcionira. In ko enkrat stroja ni, tudi kolešček nima več smisla. Njegov smisel se izčrpa v funkcioniranju celote. Lahko reči, je imanenten celote. Človek pa ni tak kolešček in tudi noče biti tak kolešček. Totalitarni režim hoče narediti ljudi za koleščke. S tem je ravno bistvo totalitarizma. Totaliteta celota. Da bi vsi funkcionirali tako, kot hočejo skupni interesi ali pa nacionalni interesi. Ampak mi smo pa več kakor to. Mi pa nismo samo, seveda smo tudi, smo delček, spadamo v to skupnost, ampak svežemo, štrlimo čez. To je transcendenca. A sem se razložil zdaj? Ali mislim? Ja. No in to je, Bog je pa, seveda je pa, Bog je pa neprimerno, Bog pa nikamo ne spada, on se pa ne sešteva z nečemer. Zato se rečem tudi, Bog ni poleg sveta. On se ne sešteva s svetom. Mi se seštevamo znotraj. Štrlimo čez, kot sem rekel, z eno nogo smo v svetu, z eno nogo pa čez. A pa z glavo pa čez. Zato pa tudi lahko ta svet razumemo, ga lahko mislimo, ga lahko domislimo, ga lahko obvladamo, si lahko zmišljujemo nekaj novega, ustvarjamo kulturo. Zakaj ustvarjamo kulturo? Zato, ker smo čez in lahko reče, zdaj pa ne bom več tega, zdaj pa nekaj drugega, nekaj novega. Človek je edino bitje, ki lahko naredi nekaj novega. Zato tudi ustvarjamo nekaj novega. Vrabci pojejo že tisoče in tisoče let, koliko so pač na svetu, eno melodijo in ne znajo novih. Mi imamo pa vse mogoče glasbo. Pa vedno novo se zmišljujemo. Pa ptiči delajo gnezda vedno na enak način. Mi pa imamo romanski stil, pa gotski stil, pa ne vem kakšen baročni stil. Ptiči ne poznajo gnezd, baročnih pa gotskih pa ne vem kakšnih. Mi ustvarjamo kulturo, ker sežemo čez. Mi smo ustvarjalna bitja. Mi smo edini, ki lahko naredimo nekaj novega. Vse druge živali funkcionirajo vedno po istem modelu. Mi pa vedno ustvarjamo nekaj novega, skratka, štrlimo čez
Mi smo transcendentna bitja. Čista transcendenca, Bog je pa seveda popolna transcendenca. Tukaj smo spet bi lahko rekli ljudje, nekje na meji dveh svetov, kot vlada rečemo, ne? Na meji tega materialnega sveta, neduhovnega sveta, ki ne ustvarja nič novega, naravne zakone so vedno isti, se ne razvijajo. Bog, ki je čista svoboda, ki ustvarja iz nič, mi pa nekje vmes. Z eno nogo tukaj, z eno čez. Mi številimo čez. Bog je pa čista transcendenca, ali kot rečemo v slovenščini, čista presežnost. To je pač beseda, ki so si jo zmislili, da bi prevedli besedo transcendenca. Zato je seveda Bog, ki je vedno čez, večji, kot se lahko mislimo, kar se lahko zamislimo, vedno prekaša. Transcendirati pomeni iti preko, presegati, prekaša. No in sedaj pa najbolj vratolomna trditev, upam, da si jo boste, si lahko, se ne bo celo predavanje tako težko, kot je to, ampak zdaj malo potrpite. Zdaj, če lahko razumete še ta stavek. Bog je drugačen od sveta, kakor so stvari v svetu drugačne druge od drugih. Se pravi, pogledajte, kako smo mi različni drug od drugega. Je tako, da ste mi tam, jaz sem tukaj, in če sem jaz tukaj, ne morem biti tam. Skratka, mi ljudje se izključujemo, se razmejujemo. Se pravi, jaz segam do tja, on pa od tam naprej in tako naprej. Skratka, mi se omejujemo, se razmejujemo, smo eden poleg drugega, tako smo mi različni drug od drugega. Bog pa seveda ni tako različen od nas. Ko sem rekel, Bog ni poleg sveta. Ker potem bi se ta stol je poleg tega stola. In teda tam, ker je ta stol, ta drug ne more biti. Jaz sem poleg tebe, zvonko. In tam, ker sem jaz, ti ne moreš biti. Je obratno, ne? Mi se razmejujemo, mi se izključujemo, mi nekako tekmujemo med seboj, smo rivali, smo konkurenca. Vse to so naši odnosi. Ali ti, ali jaz. Oboje hkrati ni možno. Pri Bogu pa vse to odpade. In zato lahko reče sveti Pavel, v njem živimo, se gibljamo in smo, kar pa ne pomeni, da se izključujemo. Skratka, Bog je drugačen. Zato je pa še toliko bolj drugačen in nam je hkrati lahko bliže, kako smo sami sebi. To so paradoksi, ampak tako je, če ohranjamo to misel, da je Bog seveda drugačen od normalnih biti ali stvari v tem svetu, takšne, kot jih mi izkušamo in takšne, kot pa eni plati tudi nismo. To je pač v tem. To sem hotel povedati v zvezi z problematiko počela ali izvor. Ko smo zadnjič govorili, kako Boga spoznamo ali pa kako utemeljimo našo vero v Boga. Tako, da iščemo počelo, da iščemo izvor. Odkot vse skupaj prihaja, se pravi, kdo je vzrok vsega. To, da je nekako, da mora nekaj biti, kot pravijo ljudje, ne? Sem zadnjič rekel, mislim, da sem rekel, ko že veš, da vem, sem kaj rekel, ko predavam. Sem rekel pač, ne, ljudje, tudi tisti, ki pravijo, da ne verjamejo v Boga, reči, jaz Boga ne verjamem, ampak nekaj pa mora biti. Ker se to, da je pa to. Ker čutijo, da neko počelo, neki izvor pa mora obstajati, odkot vse to prihaja. To je bilo čisto ta intuicija človeška, ki ima prav, ki drži. Samo da mi razumsko to lahko globlje utemeljimo. Ampak tisto, kar sem hotel zdaj poudariti, ne samo, da nekaj mora biti,
Ampak tisto nekaj, ki mora biti, tudi lahko malo ugotovimo, kakšno je. In kaj smo ugotovili? Da je zelo drugačno od tega, kar smo mi. Da je transcendentno. Bog je torej drugačen. In to je ravno teističen ali religiozen pogled na Boga. Ne samo ena neznanka, ne samo en X, ampak nekdo, ki pa je drugačen in ki je seveda takšen, to pa druga stvar, ki je takšen, da se pa glede njega ni treba spraševati, kdo je pa njega ustvaril. Ne moreš vedno reči, kdo pa njega ustvaril. Ja, če bi to vprašanje bilo umestno, potem bi bilo tudi umestno naslednje vprašanje. Kdo je pa tega drugega Boga ustvaril? Kdo je potem pa tretjega Boga ustvaril? In to pa nikoli ne končate. Enkrat morate priti do nekega izvora, ki je tako drugačen, da se pa za njega to vprašanje več ne postavlja. In potem pride na konec. In to je Bog. Se pravi, je drugačen in je takšen, da se pa glede njega ni treba spraševati, kdo je pa njega ustvaril. Se pravi, da je neskončen, da je absoluten, da je nujen. No, to so pa te značilnosti, ki jih dejansko mi pripisujemo Bogu. Toliko o vprašanju izvora. Rekel sem, da je že zadnjič, v prejšnjih predavanjih, da je veliki filozof Kant postavil 3 vprašanja. 3 temeljne vprašanja so za vsakega človeka. Kaj lahko vem, kaj moram narediti in tretjič, kaj smem upati. Torej, odgovorili smo na prvo vprašanje do zdaj, kaj lahko vem, to se pravi, kaj lahko ugotovim glede tega, kar je in kar je izvor vsega. Drugo vprašanje, ki ga postavlja Kant, pa je, kaj moram narediti. To se pravi, to je naše moralno vprašanje. In običajno, tudi sem že zadnjič govoril, kot pravi Sartre ali pa Dostojevski, če ne bi bilo Boga, bi bilo vse dovoljeno. In to je res. Torej, Bog je temelj naše moralnosti. Vendar pa glede tega imamo velikokrat zelo napačno govorjenje. Ker se predstavljamo Boga kot zakonodajalca. Imate eno sliko enega farizeja, ki, kot veste, farizeji so preučevali svetopismo in ugotavljali vse mogoče božje zapovedi in prepovedi, našteli so jih čez 600. Zdaj pa se vprašanje postavlja, ali je res Bog zakonodajalec, na kakšen način je lahko Bog temelj našega moralnega zakona ali pa naše moralnosti. Bog ni zakonodajalec. Oziroma, če že rečemo zakonodajalec, potem moramo reči, da je to na poseben način, na tak način, ko ni noben človeški zakonodajalec. Bog ni primerljiv, zdaj že vemo, Bog je drugačen in tudi kot zakonodajalec je drugačen zakonodajalec, kot so pa naši človeški zakonodajalci. Naši človeški zakonodajalci, vzamete naš parlament ali karkoli že, pa tisti, ki nam dajejo zakone, to so tisti, ki ukažejo drugemu, to in to moraš narediti, ali pa tisti tudi to delajo, kar ukazujejo, pa ni sigurno. Mogoče pa ne. Dostikrat ukazujejo drugim, sami pa tega ne delajo. Ali pa si pač nekaj izmislijo, tako in tako, da treba, sami zase pa si poiščejo kakšen izhod, da ni treba za njih tako. Se pravi, biti zakonodajalec pomeni od zunaj
nekomu nekaj ukazovati. In seveda, ker se potem navadno zavedamo, da je Bog dal 10 Božje zapovedi, potem si to predstavljamo, kako da tudi Bog nekje odzune nad Bogim ljudem nekaj okazal, to morate delati, če ne vas bom pa za ušesa. In dosti krat je tako. Mislim, dosti krat tako govorimo. In celo veliki filozofi tako govorijo. Pa sploh mi v cerkvi veliko krat tako govorimo. Ampak ni prav. Bog ne ukazuje, ampak Bog tisto je. Bog ne ukazuje ljubezni, ampak Bog ljubezen je. In zato, ker je Bog ljubezen, zato je za nas ljubezen ukaz. Ne zato, ker bi jo on ukazoval, ampak ker on to je. In zato je lahko podlaga naše ljubezni. To je, Bog ne ukazuje, ampak je. In tudi nikakoli, ampak je ljubezen. In zato je ljubezen ukazana, pa ne zato, ker bi Bog to ukazoval, kakor da bi to bil samo ena njegova izmišljotina, ampak on ukazuje s tem, kar on je. In to je največji ukaz. In zato, če ne bi bilo Boga, bi bilo res vse dovoljeno, ker ne bi imelo stvarne podlage. Povejte, če ne bi bilo Boga, kaj bi potem nam preostalo? Lahko bi v najboljšem primeru rekli tako. Bilo bi zelo fajn, če bi ljudje bili plemeniti, pa dobri, pa ljubeči, pa to ni fajn, če se tepemo med seboj, pa toliko nesreče, pa trpimo. Dajmo se vsi skupaj potruditi za to, da bomo pošteni, da bomo ljubeči, da bomo dobri, da bomo odpuščali. Do sem bi šlo. Potem bi pa lahko rekli, dobro, pa a to ima smisel ali nima smisel? Ja, ima smisel zato, ker bi bilo fajn, če bi bilo. Ja pa, bi bilo fajn, če bi bilo, pa to je, ali je to samo naša iluzija, da bi bilo fajn, da bi bilo? Ja, naša iluzija, da bi bilo fajn, da bi bilo. Ali pa to tudi je, ali pa to tudi ustvar, ali tudi je možno, ali to mogoče. To pa ne vemo, poskusno. To bi bilo, tako bi lahko razmišljali v najboljšem primeru, če ne bi verjeli v Boga. Mi pa vemo, da ljubezen dejansko obstaja. Ne, ker si samo mi želimo. To ni samo naš projekt, naša zamisel, dajmo. Ampak to dejansko obstaja. Ljubezen obstaja. Je to taka ljubezen, kot je ne zmore nobeden od nas. To dejansko je. In zato ni vseeno, ali se je za to odločilo, ne. Če bi bila recimo morala samo tako kot neke vrste en lep projekt, bi rekel, da, jaz sem za ta projekt, torej bom, jaz pa nisem. Ja, pač ni, ne. Nič pa ne moram pomagati, če noče biti za to. Če pa to dejansko obstaja, potem pa ni tako vseeno, ali sem za to, ali nisem za to. Ker to dejansko je. Zelo poudarjam to, ne, morala ni utopija, zato ker ima stvarno podlago v Bogu. Brez Boga je pa morala utopija. Utopija v tem smislu ena lepa zamisel. Ena lepa zamisel, ki pa nima druge podlage kot v moji misli. To pa kot vsak projekt. Vsi projekti so lepe zamisli. Ali pa bodo tudi uresničeni, ali sem jaz dolžan tisti projekt, da se mu pridružiti. Ali ima tisto, ali sploh pije vodo, kot rečemo, ne? To pa ne veš. Če pa nekaj obstaja, če pa to dejansko obstaja, potem pa drugače. Potem pa prve, če to mene zavezujem, ker dejansko obstaja, je mogoče, ni kar iluzija, je mogoče, je obljubljeno, potem pa ima res ljubezen, če nekaj dejanska ljubezen obstaja, potem pa ima naša zapoved ljubezni, če smem tako reči, seveda čisto drugačno podlago
in tudi neko čisto drugačno zaupanje. Sej v tem svojem prizadevanju za ljubezen nisem sam, se to ni odvisno samo od mene, se to dejansko nekje obstaja, se to nekdo je čista ljubezen. Potem moja ljubezen ni ena moja lepa zamisel, kot imenujemo to utopijo, se pravi zamisel nekega idealnega stava. To ni samo ideal v zraku, na papirju, ampak v stvarnosti je, obstaja. In potem pa ima res naša morala svoj temelj, svoj stvarni temelj. Ker morala ne samo je en ideal, ampak ta ideal nekje uresničen v Božji svetosti. Bog ni moralno bitje, ker morala pomeni nekaj, kar moraš, kar bi naj bil. Bog je svetost, on je uresničena moralnost, obstoječa moralnost ali svetost. Mi pa smo moralni v tem smislu, da nas to vabi, da nas to izziva, da čutimo to kot poziv, da čutimo to kot dolžnost, kot neko pot, ko še nismo na cilju, ampak kot pot, ki je možna, ki ni utopična, zato ker cilj je, in ta cilj je Bog, zato je tudi za nas to realna možnost. In potem ima res morala svojo utemeljitev. Tu sem preskočil, ker nimamo časa. O Ježiš, tam je se živelo. Spet ne bom končal do konca. Neč potem šefka kaže. A končamo? Še zmorete? A ni prehudo? A nima mojega takega vica, da bi vedel, da bi se malo razgledali, da se malo spustili. Tu sem pač hotel še nekaj racionalizem pa voluntarizem. To so zopet dve take skrajnosti, mislim, za ponazoritev malo, ne? Postavim se eno vprašanje. V zgodovini se je to postavljalo. Kako je potem z raznimi logičnimi in moralnimi pravili? Ali to veljajo za Boga ali ne? Recimo, da je 2 in 2 4. To je logično točno, ne? Ali tudi za Boga to velja? Da mora biti 2 in 2 4 in ne mora biti 5. In mora Bog upoštevati matematiko, da je 2 in 2 4. Drugače povedano, ali je resnica nad njim in se tudi njemu narekuje. Če rečete to, potem boste rekli, ja, potem pa ni Bog, potem pa ni absolutni gospodar. Potem je pa neki logični red še nad njim, matematika nad njim. Tudi on se mora matematike učiti. Tako kot mi. Ker je to više od njega. To potem pa ni Bog, potem je matematika Bog. Ali pa druga možnost, voluntarizem. Da je Bog odločil, da bosta 2 in 2 4. Lahko bi pa odločil, da bosta 2 in 2 5. Potem pa je on šef, potem pa on komandira matematiko. Ne pa matematika njemu. Kaj je zdaj? Katera od obeh variant? Drugače rečeno, da bližnjega ne smeš ubiti, ali to velja za Boga? Če pa rečeš, ja, Bog ne more biti, njemu ne more nič ukazovati, je potem je pa on ukazal, potem bi pa lahko rekel, pa lahko reče, dobro, do danes se niste smeli, od jutri se pa lahko ubijate naprej. Da sem pač jaz gospodar, zakonodajalec in lahko spreminjam, pač poljubno spreminjam ukaze. Kaj zdaj? A je Bog podrejen logičnim, matematičnim, logičnim
Ali velja za Boga, da je celota večja kot del, ali pa bi lahko Bog naredil tako, da bi bil del večji od celote. In če ne more narediti, potem ni vse mogoče. Tu ste blizu, ja? Niti ena, niti druga varianta ni točna. Ne racionalizem in ne voluntarizem. Se pravi, voluntarizem pomeni volja. Bog lahko poljubno odloča. Recimo, to so trdili v zgodovini, to nisem si jaz mislil. To so bile cele šole, voluntarizem je recimo učil William iz Occama. To je bil sodobnik Tomaža Akvinskega. Nekateri drugi so racionalisti, so pa učili ravno racionalizem. Da je Bog podrejen logiki, matematiki in morali. Drugi so pa trdili ne, ker ne more biti podrejen, je suveren. In ker je suveren, on poljubno odloča in bi lahko odločil, da do danes je bilo 2,2,4, do danes je bilo pa 2,2,5. Do danes je bila celota večja kot del, zdaj pa del večja kot celota. Do danes je bilo prepovedano lagati, zdaj se pa naprej lahko laže. In vse ok. Če je Bog, če je suveren, potem ima pravico spreminjati. Ne. Niti ena, niti druga varianta ni pravilna. Ni tista, ki postavlja Boga pod logiko in moralo in matematiko. Matematika je seveda pač oblika logike, čistega razuma. Torej, Bog ni podrejen matematiki, logike in morale, pa tudi ni nad njo poljubno. Ki pa potem je vmes. To se pravi, Bog sam je izvor. On ni podrejen, ampak ker je on je mušal ali pa merilo tega, kar je res. On je in zato, ker je, ne more hkrati biti in ne biti, ker je. In vsa logika je tako, kot je. Se pravi, logika, matematika, morala iz njega izhajajo. Niso nad njem in ne pod njim. Če bi bil voluntarizem, potem volja, da pač poljubno. Potem bi bila morala ali pa matematika pod njim. Če je racionalizem, potem je nad njim. Logika, matematika, morala niso ne nad njim, ne pod njim, ampak on je njihov temelj. On je njihov izvor. Ker on je. In tisto, kar je. Je treba nekatere stvari pravilno postaviti, da lahko potem tudi pravilno o stvarih govorimo in da se tudi izognemo nekaterim mogoče pastem, ki nam je lahko do nastaviti, ali pa mogoče nekaterim pastem naše misli, če nismo dovolj pozorni in dovolj dosledno ne razmišljamo, kako moramo si predstavljati, ali pa misliti Boga, da bo to logično, dosledno in da ne bomo zašli v kakšno slepo ulico. Racionalizem, ki postavlja Boga pod nek višji logični ali matematični ali pa moralni red, ali pa voluntarizem, ki pa postavlja matematiko, logiko in moralo pod Boga, sta oba seveda nesprejemljiva in oba vodita seveda v nemogoče posledice. Edino logično je, Bog sam je izvor, tako kot je izvor vsega, kar je, tako je tudi izvor zakonov, logičnih in moralnih, ki to, kar je, urejujejo. Jaz bi predlagal, da mi vse tukaj končamo, kajti mislim, da je bilo dovolj. Ne še? Bomo malo pustili še časa za vprašanje, da nekatere še pojasnimo, se bomo tako čez 2 meseca lahko zopet nadaljevali. Ja, hvala za prvi del. Pa vprašanja. Večer. Jaz bi
bistveno vprašanje postavil ravno v zvezi z etiko. Namreč, mogoče bo zvenel malo racionalistično, ampak ni tako mišljeno. Recimo, v Stari zavezi lahko beremo razne stvari, ki so zelo skregane s krščansko logiko in etiko. Meni se zdi ena najhujših takšnih, tam nekje, mislim, da je pri Mojzesu omenjeno, da Bog ukaže izraelski vojski naj v kananski deželi pobije vse, od otrok, žensk, vseh ljudi. Jaz čisto sprašujem, meni je to neskladno z mojo logiko pojmovanja Boga. Zdaj se pa vprašam, kje je tista šibka točka, kje bi lahko pobegnili iz tega neskladja? Ali je to napaka v sami Stari zavezi, ali je to narobe citiran, ali sem jaz tisti, ki se tle ne zna pravilno orientirati glede teh etičnih vprašanj, ali pa kje druge je šibka točka tega sklepanja? Vi mi vedno postavljate zelo umestno vprašanje. To je namreč eno vprašanje, ki je zelo široko in, mislim, zelo aktualno. Namreč, že nekaj desetletij, predvsem pa 20 let v Evropi, nekako poteka ena zelo poglobljena debata okoli tega, ali je monoteizem, se pravi vera v enega Boga, nujno nasilna ali ne. Imate teorije, ki pravijo, Bog je, vsak monoteizem je nasilen. Politeizem, ker je pa več bogov, je pa demokratičen. Je pa pluralističen, demokratičen, skratka strpen, toleranten, kajti Bog kot en Bog zahteva zase vso resnico, zahteva zase vso pravico in kot primer tega nasilnega monoteizma se pa navadno navaja pač judovsko, krščansko, islamski monoteizem. In stvar je zelo aktualna zaradi tega, kar danes islam in islamsko nasilje predstavlja. Skratka, stvar je zelo, zelo v sodobni debati zelo pereča in na to temo so išle številne knjige. Eden najbolj znanih avtorjev z tega področja je en Nemec, Jan Assmann, ki je po poklicu egiptolog, profesor v Heidelbergu v Nemčiji in je napisal veliko knjig, v katerih dokazuje, da je Mojzes izmislil si monoteizem, sicer pred njim pravzaprav en egipčanski faraon, Ehnaton, ki je uvedel, in tudi zgodovinsko točno, en egipčanski faraon je, v katerem, mislim, da v 12. stoletju pred Kristusom, a še več, pač uvedel monoteizem, kot Egipčani so bili politeisti, so imeli več bogov, on je pa uvedel monoteizem in je tudi potem naredil tako pod celotno reformo v Egiptu, da so vsi morali biti monoteisti. Potem po njegove smrti so pa seveda zopet se vrnili nazaj v politeizem. Isti monoteizem je dolg časa vera v enega Boga dolg časa vzdržal. In potem tale Assmannova teorija je, da je pač Mojzes bil Egipčan, ki pristaš Ehnatona, faraona, ki je potem seveda, ko je ta Ehnatonova reforma propadla v Egiptu, zbežal k Izraelcem in svoj monoteizem potem uveljavil pri Izraelcih in tako so Izraelci postali počasi pod Mojzesovim vplivom monoteisti in seveda v tem smislu potem razlaga tudi vso to, pač to preberamo v tem pismu Stare zaveze, je uvedel monoteizem in dokaz, kako je monoteizem nasilen, so pa ravno te primere, ki ste jih pravkar vi navedli, ta pomeni zakletev. Zakletev pomeni, da je nekdo, da je zmagovalec uničil premagano mesto. Uničil se pravi ne samo uničil stavbe,
To, kar se je vedno delalo, ustvarjalci so vedno porušili vse, kar je bilo, ampak tudi iztrebili. Se pravi, zakletev, iztrebiti tiste ljudi, pobiti vse živo. To je bila pokončati zakletvijo. In imate tudi pri Svetem pismu, predvsem za Amalečane, in potem tudi se Savlu očita, da tega ne izpeljal in podobno. Se pravi, dokaz za to, za nasilje monoteizma. Vsak monoteizem je a priori po svoji naravi nasilen in zato, ker je pač vera v enega Boga, ena resnica, samo ena pravica, medtem ko tam, ker je več bogov, pa lahko najde vsak svojo varianto in so veliko bolj med seboj, veliko bolj strpni in veliko manj nasilni. To je nekako, in okoli tega se danes zelo debatira in izhajajo knjige in še jih teh knjig ni konec. Sam Jan Assmann je potem svoja stališča umilil, ker so seveda zgodovinarji, pa tudi razlagalci Svetega pisma Stare zaveze zelo skočili po koncu in mu očitali marsikaj, da je dejansko neznanstveno in podobno. Nekatere stvari gotovo pri Assmannu ne držijo, med drugim ne drži to, da bi pokončanje z zakletvijo bilo specialiteta monoteistov. Pokončati zakletvijo so poznali na Bližnjem vzhodu vsi in ne samo Izraelci. Po drugi strani so pa nekatere stvari resnične. Kaj je res? Res je, da se je monoteizem, vera v enega Boga v Izraelu šele postopno uveljavljal. Monoteizem ni nastopil z Mojzesom in tudi številni spisi, predvsem 5. Mojzesova knjiga, ki so sicer na začetku Svetega pisma, niso prva napisana. Svetopismo Stare zaveze je za razliko od Svetega pisma Nove zaveze nastajalo zelo počasi. In so se tudi Izraelci počasi, bi lahko rekli, razvijali v vernike v enega Boga. Izraelci, to se tudi iz nekaterih svetopisemskih tekstov dosti jasno vidi, so v začetku bili ne monoteisti, pač pa henoteisti. Kakšna razlika pa zdaj v tem? To razlikujemo med monoteizmom pa henoteizmom. Monoteizem je vera v enega Boga. Samo en Bog je. Henoteizem je pa vera v svojega Boga, medtem ko drugi imajo pa druge bogove. Jaz imam enega Boga. To je moj Bog, ki mene ščiti, drugi imajo pa druge bogove, ki ne ščitijo. In Izraelci so najprej imeli svojega enega samega, ampak zase svojega Boga. Niso pa izključevali, da pa drugi nimajo drugih bogov. Ampak mi moramo ostati zvesti svojemu, se pravi Jahveju, in šele potem počasi se je razvijala zavest, da je ta moj Bog ni poleg drugih bogov, ampak da drugih bogov sploh ni, en sam Bog je. In če je en sam Bog, potem iz tega sledi dve stvari. Da je vse ustvaril in da so vsi ljudje njegovi otroci. In potem iz monoteizma ne sledi, da moram druge ljudi sovražiti, ampak da so vsi moji brati in sestre, ki so vsi od enega Boga, ker ima Bog rad vse ljudi, dejansko potem monoteizem kot tak zapoveduje medsebojno strpnost in pa nek univerzalizem. Medtem ko henoteizem, kot vera v mojega Boga, ki je nasproti drugemu Bogu, pa lahko ukazuje seveda medsebojno, takrat se pa gredo, kateri Bog je močnejši. Ali je moj Bog močnejši, ali je tuji Bog močnejši. In če so nas Filistejci premagali, pomeni, da je njihov Bog močnejši kako naš.
in je bila stalno v Izraelu skušnjava, da bi Izraelci poleg svojega Jahveja častili še malo filistejskega boga, pa malo moabskega boga, pa američanskega boga, da bi si pridobili njihovo naklonjenost. To je miselnost, ki je nam seveda popolnoma tuja, ampak ki je bila takrat taka. Poraz so vedno razumeli ne kot svoj poraz, ampak poraz mojega boga, glede na onega boga, ali pa zmago so pa zopet razumeli kot zmago. Moj bog je močnejši, kot njegov bog. In to je, bodimo zvesti Jahveju, da bo on nas branil. Šele po babilonskem izgnanstvu. To pa pomeni, če se prav spomnim, 6. stoletje pred Kristusom. Ko so se vrnili nazaj iz babilonskega izgnanstva, kot veste, okoli leta 1000 je nastalo kraljestvo. Prej ni bilo kraljestvo. 12 rodov je bilo, ki so bili med seboj bolj ali manj povezani, ampak nič kaj posebej. Kralj Savel, so bili kralja, je vzpostavil kraljestvo, potem je prišel David in potem Salomon. In to je bilo kraljestvo, pač izraelsko kraljestvo, ki je obsegalo 12 rodov. In je bilo uspešno in so se zelo očitno, zelo dobro uveljavili. Vse tako piše svetopismo. Po Salomonovi smrti, to je bilo videl okoli leta 900 pred Kristusom, so se pa razdelili. Salomon je imel enega objestnega sina, ki je bil terorist, ki je bil krutež, in so pač severni rodovi, se pravi 12 rodov, se pravi 10 severnih rodov, je šlo proč in so ustanovili severno kraljestvo s sedežem v Samariji, južno kraljestvo je bilo pa samo dva rodova, Judov, ki pa so imeli še naprej sedež v Jeruzalemu. In sta bili dve kraljestva. Potem je prvo kraljestvo, severno kraljestvo, padlo pod Asirce, 150 let pozneje pa je potem še Judovo kraljestvo padlo pod Babilonce. In Asirci so, tako kot takrat, ko so premagali, so ljudi razklopili, odpeljali nekaj v sužnost, v begunstvo, razgnali in naselili pač svoje ljudi tam. Tako potem nastala Galileja, Samarija, vse te dežele so bile nekoč severnega kraljestva in so potem bile pomešane. Judovo kraljestvo je potem babilonski kralj Nabuhodonozor je potem premagal južno kraljestvo, odpeljal ljudi trikrat, tri deportacije, ko so jih peljali v sužnost, za 40 let. Potem, ko so pa Babilonci bili premagani od Medijcev, je medijski kralj Kir, ali kaldejski kralj Kir II, ki premagal Babilonce, je potem spustil, postal veliko bolj demokratičen in je spustil Jude nazaj domov. Seveda vsi niso šli, ker so se veste kako. V Babiloniji so se poročili, so tam imeli svoje družine. Skratka, ena peščica njih se je vrnila iz babilonske sužnosti nazaj v Judejo, so naselili deželo, ki je bila opustošena, ki je bila zarasla, ker so bili tudi še drugi naselili in podobno. Ampak to babilonsko izgnanstvo je bilo neke vrste religiozna prenova. In v tej religiozni prenovi so odigrali odločilno vlogo preroki. Izaija, Jeremija, to so vsi nastopali, in Ezekijel so nastopali veliki preroki v času tik pred izgnanstvom, med izgnanstvom in po njem. In takrat se je pravzaprav šele uveljavil čisti monoteizem, se pravi čista vera v enega Boga. Ampak ta čista vera v enega Boga je imela pri ljudeh še veliko ostankov, se pravi veliko ovir. Ljudje so še vedno, pač bili tudi malo so še šmirali z drugimi bogovi. Če se spomnite, da za njem časa pa povedati, še celo v času Makabejcev, 200 let pred Kristusom, so še tam
našli pri enih vojakih, da so imeli pod plaščem še poganske malike in podobno. Skratka, ta religiozna reforma ni šla tako, da bi tako zlepa ali pa tako, skratka, da damo predolgo. Judovska stara zaveza je razvoj. In marsikatera stvar, ne samo glede tega, veliko stvari je v stari zavezi takih, ki jih potem v novi zavezi ni več. Kot sem rekel, vera v enega Boga se je šele postopoma razvijala. Tudi mnogoženstvo je bilo v stari zavezi, ki ga v novi zavezi več ni. Stara zaveza je en razvoj v smeri vedno bolj čistega monoteizma in vedno bolj čistega univerzalizma, se pravi odprtosti za vse ljudi. Potem imate seveda proroke, ki naznanjajo, da bo Jeruzalem, da bo pač domovina za vse ljudstvo, da bo vsa ljudstva prihajala v Jeruzalem, skratka, da bodo ljudje povezani med seboj v eno samo družino, da ne bo več nasprotovanj in podobno. Tako da, gotovo, da so v Svetem pismu stare zaveze. Odlomki, ki so pač kot neke vrste mejniki ali pa ostanki neke miselnosti, ki je bila zelo takrat in na Bližnjem vzhodu, se pravi, da so oni posnemali pač svoje sosede in je to prišlo tudi v Sveto pismo stare zaveze, kot neke vrste priča, nekega razvoja, ki pa so ga poznejši razvojne stopnje prerasli. Kajti, na začetku Svetega pisma, ampak ta začetek je napisan v času po izgnanstvu. Je pa napisano kaj? Ko smo zdaj ravno pred 2 tedni brali pri Maši, pri Berili, ko smo prebirali prvo Mojzesovo knjigo. V začetku je Bog ustvaril človeka v miru, nasilje pa je prišlo na svet z Kainom in potem je nasilje toliko prevladalo, pa točno rečeno, nasilje je prevladalo, da je Bog sklenil svet pokončati zaradi nasilja. In je prišlo do vesolnega potopa. Razlog za to je zemlja, ljudje so se pokvarili, zemlja je polna nasilja. Se pravi, Bog je proti nasilju. In se pravi, gre za to, da ideja, da je nasilje nekaj, kar je nezdružljivo z Bogom in kar je nezdružljivo z ljudmi in z ljudmi, ki hoče biti Božji otroci ali pa Božji pravi častilci, ta ideja se zelo jasno vzpostavi v času babilonskega izgnanstva in po njem in se potem postopoma tudi uveljavi v poznejših spisih Nove zaveze. To je Nove zaveze sploh, v Stare zaveze pa potem v poznejših spisih. V tretjem Izaijo. Lahko sploh glede na vse to govorimo, to je Božja beseda, preberemo to stvar, pa rečemo, to je Božja beseda. Zdaj se zdi, da je to konstrukt mnogih glav človeških kot to Božja beseda. Človeška beseda, torej Božja beseda, čiste Božje besede ne more biti, kajti Bog govori tako, da ga lahko ljudje razume. To še zadnjič razlagal, če bi potegli, da bi ista pesem velja kot za znanstvenost Svetega pisma, velja tudi za to. Če bi Bog govoril absolutno znanstveno, bi moral govoriti tako, kot se bo govorilo zadnji dan pred sodnim dnem, ali pa sodnim dan do poldne. To se pravi, znanost se razvija v zgodovini in Bog vedno govori, Božje sporočilo je vedno povedano v kulturi, v miselnosti tistega časa, s kategorijami tistega časa. Gotovo pa, da stara zaveza pomeni, to so dokumenti razvoja misli, razvoja religiozne zavesti izvoljenega ljudstva,
ki je bilo seveda priprava na novo zavezo. Stara zaveza, kot pravi apostol Pavel, je vzgojiteljica za Kristusa. Se pravi, kot priprava, da ljudje zahrepenijo po popolnem in dokončnem odrešenju in popolnem in dokončnem razodetju. Staro zavezo z vsemi temi poročili, ki so jih ljudje brali. Vsa ta poročila so imela dvojne namene. Ne samo, da poročajo o nečem, pač pa da ljudi tudi vzgajajo za pričakovanje nečesa boljšega novega. V tem smislu, to je bila kot kakor Božja beseda, ki kaže, glede, to smo ljudje in potrebujemo odrešenika. To je opisovanje, dramatično opisovanje nekega dramatičnega stanja, ki potrebuje odrešenika. Kaj so starozavezni preroki ugotovili? Ugotovili so, da je človek tako nestabilen, tako nezanesljiv, tako v vseh svojih siceršnjih moralnih prizadevanjih, tako ubog in tako nepopoln, da potrebuje novo srce in novega duha. To je bila, če hočete, to je bil izkupiček stare zaveze. Se pravi, krik po popolnem odrešenju, ker se mi odrešiti ne moremo, ker smo toliko, kako bi rekel, zacementirani ali pa toliko bogi v našem grehu, da potrebujemo novo srce in novega duha. In to so ravno ta veliki preroki, ki so to idejo novega duha in novega srca, ko ravno potem beremo na bogoslužju Velike sobote, dal vam bom novo srce, obljuba novega srca, novega duha, ta novo srce in novi duh je pa Jezus Kristus. In v tem smislu je to razum, pač je razodetje človeka njemu samemu skozi stran poti, ki jih človek ubije.